Konec prejšnjega tedna je v več kot 1500 kinematografih po svetu premiero doživel dokumentarni film Melania, ki ponuja redek vpogled v življenje prve dame slovenskega rodu. Film je sprožil zelo različne odzive, od izjemno nizkih ocen kritikov do praznih dvoran, kjer so prodali le eno vstopnico, na drugi strani pa tudi razprodanih projekcij, iz katerih so gledalci odhajali navdušeni. Kot edini tuji veleposlanik je bil na premiero povabljen slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je naš gost in se je ob robu premiere srečal z najvplivnejšimi ljudmi, ki zdaj vodijo ZDA. Še prej pa o tem, kakšne odzive je sprožil dokumentarni film prve dame ZDA Nuša Dekleva. V nedavno preimenovanem centru Trump Kennedy so se prejšnji četrtek prvič dvignile zavese nad doslej izjemno zasebnim življenjem Melanie Trump. Some have called this a documentary. It is not. My film is a very deliberate act of authorship, inviting you to witness events and emotions through a window of rich imagery. It is a created experience that offers perspectives, insights and moments that only few have seen. Premiere filma, ki prvo damo spremlja približno 20 dni pred Trumpovo ponovno vrnitvijo v Belo hišo, se ob številnih znanih gostih udeležil tudi njen soprog. Kot je večkrat poudaril, je na svojo ženo izjemno ponosen. Med drugim je povedal, da Melania prihaja iz daljne in čudovite dežele, ki je čista in varna, ter dodal, da je Slovenija v številnih pogledih dobra država, a hkrati drugačna. Film si je sicer ogledal že 2 dni pred premiero v ožjem krogu. But it really brings back a glamour that you just don't see anymore. And our country can use a little bit of that, right? I think they knew she was smart, but perhaps maybe they'll get to see something that elevates above just the word smart. She's got a lot of high quality. Film je stal nekaj več kot 60 milijonov evrov, o premieri pa je z okoli 6 milijoni dosegel najboljši otvoritveni rezultat za dokumentarni film v zadnjem desetletju. For me as a filmmaker is the ultimate. I've already succeeded. Having the film in theaters is already a huge success for me. It's a documentary. You can't expect a documentary to play in theaters. So for me it's incredible. Kritiki so film sicer ocenili izjemno slabo. Na spletni strani Rotten Tomatoes ga je pozitivno ocenilo le 6% kritikov, britanski The Guardian pa ga je med drugim označil za grozljiv film. A odzivi občinstva so drugačni. Na podlagi anket po projekcijah mu je platforma Cinema Score dodelila najvišjo oceno. I want to show the audience my life, what it takes to be a first lady again and transition from private citizen back to the White House, what task I need to tackle, and they will see all from my business, philanthropy, taking care of the family, as well establishing the East Wing. Mešani so tudi podatki o prodaji vstopnic. Medtem ko je bila v Sloveniji v ljubljanski Odiseji premiera razprodana, naj bi v enem izmed kinov v Angliji in tudi ponekod drugje za prvo projekcijo prodali le eno vstopnico. Gospod Mirošič, kako je bilo na predstavitvi? Vi ste bili edini tuji veleposlanik v ZDA, ki ste bili povabljeni na premiero dokumentarca. No, res je, na premiero sem bil povabljen kot edini veleposlanik. Iskal sem svoje kolege, pa vendarle jih ni bilo, nekatere so mi pristali, ki so da dobiti te karte. Tako da moram reči, da je bilo to precej prijetno presenečenje, pa tudi rezultat, ki nam reči dela, ki ga upravljamo skupaj s kolegi v ZDA. Predstava je bila zelo zanimiva. Pomembno je, predvsem z profesionalnega vidika, mojega profesionalnega vidika, da sem bil na dogodku, kjer je bila tako rekoč, oziroma so bili tako rekoč vsi najpomembnejši ljudje na svetu, tako politike, kot iz gospodarstva, pa tudi kulturnega življenja. Washington je bil to eden pomembnejših dogodkov. Zakaj je bilo vabilo na premiero pomembno ne samo za vas, ampak tudi za Slovenijo? No, kot sem dejal, z profesionalnega vidika je to, pač družimo in pogovarjamo z ljudmi, ki ukazujejo oziroma ki odločajo tako v ZDA, s tem pa tudi mnogo pomembne stvari na svetu. Sedel sem tako rekoč sredi kabineta predsednika Trumpa, predsednika in soprogo smo na predstavi pozdravili in se pogovarjal z njimi o pomembnih zadevah,
kar se tiče slovensko-ameriških odnosov, pa tudi evropsko-ameriških odnosov, še posebej, kot veste, v tem kar turbulentnem času v transatlantskih odnosih, pa tudi v svetu, ko se svet močno spreminja. Taki pogovori, take kontakti so pomembni. Ne samo zame in za moje delo, mislim, da tudi za državo. Kako pa gledate na to, da je Trump pred predstavitvijo filma na rdeči preprogi v resnici pohvalil Slovenijo? No, številni kolegi so mi pisali tukaj v Washingtonu, dobil sem številna sporočila, vsi so vedeli, da gre seveda za Slovenijo. Moram reči, da so mi tudi čestitali. Predsednik Trump je znan, da ne pohvali pogosto. Sam moram reči, da sem zelo zadovoljen, da je v Sloveniji govoril s tako izbranimi besedami. Zadnjič, ko sem bil v Beli hiši, ko smo se pogovarjali o Sloveniji, in kot sem že povedal, je zelo lepo govoril precej časa o naši državi. Naša država ima precej priložnosti, ki upam, da jih bo tudi v teh naših bilateralnih odnosih na ta način izkoristila. Seveda, Amerika je svetovni akter, velik akter z različnimi interesi, v zadnjem času tudi s spreminjanjem globalnega svetovnega reda. Ne strinjamo se v vseh zadevah, pa vendarle s tako velikim odločujočim akterjem je potrebno imeti ustrezne stike. Pogovarjali ste se tudi z Markom Rubijem. O čem sta govorila? Govorila sva o tem, kar se je dogajalo zadnje čase v zahodni hemisferi, kaj Amerika, kako vidi Amerika delovanje v zahodni hemisferi. Sam sem bolj seveda, kolikor je bilo časa, razpravo z sekretarjem, državnim sekretarjem Rubijem skoncentriral na evropsko-ameriške odnose, na sodelovanje Evrope in ZDA, ki seveda kljub turbulencem, kot sem že dejal, zadnja z Grenlandijo, verjetno v gospodarskem, kulturnem stiku, pa tudi političnem mora iti naprej, saj je to transatlantsko zavezništvo najmočnejše zavezništvo oziroma partnerstvo. Gospodarstvi ZDA in Evrope so tako prepleteni, kot vidim tudi po delovanju svojih kolegov iz Nemčije, Francije, Italije, ki še naprej seveda stavijo tudi na veliki ameriški trg, da bi prekinitev teh odnosov pomenila resen globokol, ne samo za države, tudi za gospodarstva, zaposlene ljudi na obeh straneh Atlantika. Gospod Mirošič, najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala.